V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, želim vam lepo, polno blagoslova, zdravja in notranje moči novo leto 2026. Želim si, da bo naša cerkev prostor svetlobe, kjer se prav vsak počuti sprejet in ljubljen. Naj nas torej Bog opremi za služenje, da bomo v svetu priče njegove dobrote. Še enkrat vsem skupaj blagoslovljeno novo leto. Nekje sem prebrala tole misel. Novo leto ni le nov koledar, je nova priložnost, da postanemo to, kar Bog vidi v nas. Tudi danes, ko smo se zbrali na prvo nedeljo novega leta, imamo priložnost, da se vsi skupaj ustavimo, premislimo in da se zahvalimo Bogu za dar življenja, za vse, kar je bilo in za vse, kar še prihaja. Novo leto je na nek način kot nepopisan list, poln možnosti, izzivov, priložnosti za rast v veri, upanju in ljubezni. Naj nas torej današnja Božja beseda spomni, da na tej poti nismo sami. Bog namreč hodi z nami, nas vodi in nam daje moč, da vstopimo v prihodnost z zaupanjem. Naj bo torej ta dan začetek leta, v katerem bomo iskali mir, gradili medsebojne odnose in širili dobroto. Sedaj pa nadaljujemo z obvestili. Najprej smo vam dolžni opravičilo, verjetno ste opazili, da je v cerkvi nekoliko hladnejše, za kar se opravičujemo. Gre za tehnično napako, ki jo že rešujemo in se bo v kratkem tudi rešila. Včeraj smo že imeli tukaj mojstre, ki so to popravljali, tako da se bo tekom dneva že malce bolj segrelo, ampak vseeno danes najbolje, da smo oblečeni. Sicer pa nas greje Božja ljubezen in tudi drugega bomo kaj hitro ogreli, ko bomo začeli s prepevanjem. Sicer pa ostala obvestila takole. Jutri v ponedeljek 5. januarja imamo ob 19. uri molitveno srečanje, potem pa ponovno najavljam meni osebno eno izmed lepših bogoslužij, to je v torek 6. januarja ob 19. uri, ko imamo tako imenovano bogoslužje na 3 kralje, ki je namenjeno posebnemu blagoslovu za posamezno družino, za posameznike, torej za tiste, ki imamo otroke, za tiste, ki nimate otrok. Namreč gre za zelo individualizirano bogoslužje, ki je prilagojeno prav vsakemu, vsak član družine dobi svoje posvetilo, vsak prejme tudi blagoslov cerkve za svoj dom, za svojo hišo, zato ste toplo vabljeni, torej v torek ob 19. uri. V sredo 7. januarja ob 19. uri zato tudi študijsko bogoslužje odpade, ker ga bomo nadomeščali s torkom. Naslednjo nedeljo 11. januarja ob 10. uri imamo osrednje tedensko bogoslužje, kot je že običajno. Ob obeh izhodih si lahko vzamete list z različnimi aktivnostmi, ki smo jih pripravili za leto 2026. List je razdeljen tematsko glede na cerkveno leto, pa tudi glede na 52 tednov. Aktivnosti je veliko, ne rabite jih vseh narediti, ampak morda bo pa komu uspelo vsaj kakšno. Namen je predvsem povezovanje, gradnja skupnosti in širitev naših obzorij. Imamo še eno najavo, čez 14 dni v nedeljo, 18. januarja, torej danes 14 dni, bo ob 18. uri, torej ob 6. uri zvečer v naši cerkvi Dobrega pastirja osrednje letno regijsko ekumensko bogoslužje, ki ga bomo sooblikovali skupaj z Rimokatoliško in pravoslavno cerkvijo. Letos smo na vrsti mi, zato se bo bogoslužje odvijalo tukaj. Vabljeni v čim večjem številu, da se podružimo verniki vseh krščanskih smeri. Išla je tudi nova celoletna številka Vode počitka, ki je namenjena evangelijski duhovnosti in jo lahko najdete ob obeh izhodih. Objavili smo jo tudi v obliki elektronski, najdete jo na spletni strani. Sicer pa v naslednjem tednu v obliki cerkve
organiziramo tudi molitveno verigo v obliki posta, in sicer je kontaktna oseba Leja Brkič, k njej se lahko tudi prijavite. Sedaj pa imamo še eno posebno novico. Zelo močno napnite svoje ušesa, kajti danes je poseben dan. Ne samo, da je prva nedelja po novem letu in druga nedelja po Božiču, pač pa ima danes starosta in najstarejši vernik naše cerkve, ki navadno sedi tamle zadaj, Milan Muran, 92 let. Želimo mu Božji blagoslov in v imenu cerkve mu izročamo en cvet kot znamenje lepote in življenja. Dragi Milan, naj vas tale cvet spomni na to, da ste v Božjih rokah varni. Naj vas tale cvet spomni na lutrovo rožo, ki govori o veri, o miru, o upanju, in naj tudi vaše življenje še naprej odseva te dragocene vrednote. Želimo vam Božji blagoslov in predvsem, da boste še dolgo časa med nami. Tako, vsi ostali pa srečno do 90 let, pa boste morda tudi dobili kakšno rožico. Sedaj pa bomo skupaj zapeli pesem, ki pritiče novemu letu, in sicer pravi: to je ta dan, ki nam ga je podaril Gospod. Biblično vodilo za teden, ki je pred nami, je iz knjige Pregovorov, 16. poglavje, 3. vrstica, pravi pa takole: Gospodu priporočaj svoja dela in tvoji načrti se bodo uresničili. Prisluhnimo sedaj še poeziji 147. psalma, ki pravi takole: Aleluja, dobro je prepevati našemu Bogu. Zakaj prijeten je? Hvalnica je primerna. Zakaj utrdil je zapahe tvojih vrat? Blagoslovil je tvoje otroke v tvoji sredi. Naklanja mir tvojim mejam. Srčiko pšenice te nasičuje. Svoj izrek pošilja na zemljo. Hitro teče njegova beseda. Aleluja. In v luči Božje besede
priznajmo svoje grehe rekoč: Gospod naš Bog, odpusti nam, ker ti ne služimo vedno z veseljem, ker ne iščemo tvoje bližine. Odpusti nam, ker pot v hišo tvoje cerkve mnogokrat izostane. Za vse zamujeno te prosimo usmiljenja. Odpusti nam, ker tolikokrat zapiramo vrata pred tabo in dvomimo, da nas ljubiš, tudi ko nate pozabimo. Hvala ti, ker si sočutni oče prestopnikov, izgubljenega novčiča, izgubljene ovce in izgubljenega sina, s tem pa tudi naš oče. Kristus, usmili se. Besede milosti in slavospev pa razveseljujejo našo dušo rekoč: pričevanje pa je v tem, Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v njegovem sinu. Zato lahko rečemo: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim še k skupni molitvi. Jezus Kristus, luč sveta, stopamo na novo pot, ki nam je prikrita. Stopamo polni pričakovanj sredi sveta negotovosti. Trudimo se delati dobro, a včasih dobro ni sprejeto. Zato nam daj vnemo, da bi v dobrem vztrajali. Ostani nam luč, da v dobroti ne opešamo. Pomagaj vsem nam, otrokom, mladim in starejšim, da bomo v sožitju razumeli drug drugega in izpolnili kraljevski zakon ljubezni. Svetu pa oznanjali odrešenje. Amen. V nadaljevanju bomo prisluhnili berilu iz 1. Janezovega pisma, 5. poglavje, od 11. do 13. vrstice, še prej pa bomo zapeli pesem, ki pravi: sklenil hoditi sem za Gospodom.
Izvolite sesti, drage sestre, dragi bratje. Vabim vas, da prisluhnemo današnjemu berilu, kot je bilo že povedano iz 1. Janezovega pisma, iz 5. poglavja. Pravi pa takole: Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v njegovem sinu. Kdor ima sina, ima življenje. Kdor nima Božjega sina, nima življenja. To vam pišem, da boste vedeli, da imate večno življenje vsem, ki verujete v ime Božjega sina. Apostol Janez v prebranem odlomku poudari: kdor ima sina, ima življenje. Imeti sina pomeni več kot zgolj verovati v Jezusa. Pomeni živeti v odnosu z njim, dovoliti, da nas vodi, preobrazi in napolni z Božjo prisotnostjo. Kdor v svojem življenju nima Božjega sina, je kot človek, ki hodi po temnih poteh brez svetilke in je v veliki nevarnosti, da zgreši cilj. Zato nas sporočilo tega odlomka vabi, da se vprašamo, ali se zavedamo, da nam je življenje podarjeno in ali svojo vero gradimo na odnosu z Jezusom Kristusom. In ko bomo v nadaljevanju peli pesmi, ki govorijo o Božji ljubezni, o dobroti, ko bomo obhajali in se spominjali njegove daritve na križu, se spomnimo, da nismo sami in da se ne rabimo bati, kaj nas čaka v tem letu. Kajti mi smo otroci živega Boga, v katerem imamo zagotovljeno večno življenje. Zato svojo vero ne živimo le iz navade, ampak iz odnosa z živim Bogom, ki je smisel našega življenja. In pesem pravi: tvoja dobrota me spremlja in zasleduje na vsakem koraku. In ostanimo in zapojmo to pesem. Bog, ljubim te, tvoja milost me obdaja, vedno me v svojih rokah držiš. Od trenutka, ko zbudim se in ko ležem spat, pojem naj o dobroti Boga. Vodil si me skozi ogenj, ti vedno si v temni noči ob meni. Poznam te kot očeta in kot prijatelja, saj živim v dobroti Boga. Vse moje dni ti bil si zvest, vse moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj lik slavi naj tebe, moje naj.
Bog, hvala ti za dar večnega življenja, ki nam ga podarjaš po svojem sinu Jezusu Kristusu. Utrdi našo vero, da ti bomo zaupali in vztrajali do konca svojih dni. Naj nas to upanje vodi v vsakdanjem življenju, vsak dan v tem letu in do konca. Amen. Drage sestre, dragi bratje, pristopimo k drevesu življenja Kristusovega križa in uživajmo čisti sad kruha in vina mesijanske Gospodove večerje. Večno življenje nam namreč podarja trojedini Bog kot naš nebeški gostitelj. Oče gostovanje na pojedini priskrbi. Sin je sad kruha in vina na tej pojedini. Sveti Duh pa nas na to pojedino vedno znova vabi. Ko uživamo darove z Božje mize, okušamo sladkost Božje ljubezni in se hranimo z močjo Božje slave. Tako kot vonj svežega kruha napolni zrak, naj se k Bogu dviga tudi naše čaščenje. V cerkvi se v edinosti duha hranimo z Božjo ljubeznijo. Verujemo to, kar je Jezus rekel tisto noč, ko je bil izdan. Vzemite, jejte, to je moje telo in to je kri moje zaveze. Naj luč vere, ki izhaja iz svetega krsta, razsvetli dušo, da bo čista sprejela dar večnega življenja. Vabim, da skupaj molimo Jezusovo molitev, Oče naš, ki je tudi molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Naš Bog in Gospod prosimo, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od sakramentalnega kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. In bomo tako v edinosti med sabo in z vsemi kristjani. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor tistim, ki so povabljeni na Jagnjetovo svadbeno gostijo. Drage sestre, dragi bratje, vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
In ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Drage sestre, dragi bratje, vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. Ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Drage sestre, dragi bratje, ne vem, v kakšnem stanju je kdorkoli izmed nas. Morda gremo čez težke preizkušnje, morda se soočamo s težkimi diagnozami, z vprašanji, na katere morda nimamo odgovorov. Zato nas vabim, da prisluhnemo naslednji misli. Veste, stara cerkev je zapisala takole: križ je tolažba vsem, ki jih mučijo njihovi grehi. Križ je ravna cesta, kdor hodi po njej, ne zaide s poti. Križ je vzvišen stolp, ki daje zavetje vsem, ki se vanj zatekajo. Je sveta lestev, ki dviga človeštvo v nebesa. Je čisto oblačilo, ki ga nosimo kristjani. Križ je zaprl templje malikov in zmedel temne sile. Križ je veselje cerkve in zlati svečnik, ki daje svetlobo. Križ je zdravnik, ki ozdravlja vse naše bolezni.
blagor mu, blagor nam, ki se k njemu zatekamo. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelije odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. Dragi otroci, sedaj pa vas vse vabim, da se mi pridružite tule spredaj. Takole. Tako kot smo sedaj imeli predokus nebes, ko smo obhajali Gospodovo večerjo, bomo sedaj pri utrinku z otroki imeli predokus pridige, ki sledi. Tako da napnimo ušesa prav vsi. Dragi otroci, da vas nekaj vprašam. Kaj je tole najprej? A je čisto, je umazano? Kako se vam zdi? Čisto, ne? Je kar v redu tale voda. Takole, predstavljamo si, da je to naše življenje. A ste vi večino časa veseli? Ja, otroci še, ne? Odrasli ste že malo manj. Potem pa pogledamo tamle najstarejšega, on se pa smeji, tako da očitno gre krivulja potem malo drugače. Ampak ja, načeloma si želimo biti zadovoljni. Zdaj, včasih pa tudi verjetno niste. Predvidevam, da danes je zadnji dan počitnic, jutri greste v šolo. Kakšni so občutki? Se veselite? Ne. Ti se ne veseliš. V redu. Ti se ne veseliš, kaj pa odrasli? Boste šli počasi v službe. Odrasli so veseli, da grejo otroci v šole in v vrtce. Malo manj veseli, ker grejo v službe, ampak to je življenje. Mi si seveda želimo, da bi bili takole lepi, ne, takole čisti ves čas, ampak včasih v naše življenje pokuka tudi kakšen manj ugoden trenutek, ko nas je strah. Ali pa, ko smo žalostni. In veste, kaj se potem zgodi? Recimo takole, da vidimo, kaj se bo zgodilo s tole mojo barvo. Kaj pa zdaj? Vam je všeč? Ne. Zakaj ne? Ker je črna voda, tega pa res ne maramo. Ampak veste, včasih se tako počutimo. Naše srce ne moremo ga na drugačen način videti, ampak je včasih takole malce črno, ne? Veste, kaj pa pravi Sveto pismo, kaj pravi Bog? Da nam Bog da olje veselja. In tudi takrat, ko se počutimo takole črno, se nekaj zgodi. Zdaj pa rabim enega, da mi bo pomagal. Kdo se javi? Malo sem nate računala. Pridi sem, pa bova midva zdaj tole rešila takole. Predstavljajte si, da... Tole boš dal tukaj noter, prav? Predstavljajte si, da pride Bog, ki nas napolni svojim veseljem. Zdaj pa pridite bliže, otroci, ste videli, kaj se zgodi. Bomo še malo tega nalili. Veste, kaj je to? Vidite bleščice, ne? Kaj se dogaja? Kaj vidite? A kaj slišite? Aha, nekaj šumi, pa bleščice so se začele pojavljati. A vidite? Kaj se pa gor dogaja? Na vrhu? Mehurčki. Mehurčki. Kaj se pa dogaja s črno barvo? Spremenja se v
V kaj? Aha, v bolj svetlo barvo. Pa še neke bleščice so, vidite? To se zgodi, ko Bog da olje, veselja, radosti v naše življenje. Kar naenkrat začne cvrčati, kar naenkrat smo boljše volje in ta strah, kam gre zdaj, gor ali dol? Gor, ja. Se pravi, malce izpuhti, ne? To si želimo tudi mi. Super ste mi pomagali, naj vam pa povem, da bomo tudi odrasli to danes poslušali v malce bolj odrasli izvedbi, pa vendar, ko pomislimo na Boga, si zapomnimo, da On lahko našo žalost spremeni v naše veselje. Sedaj pa greste lahko k verouku, vaši kateheti vas že čakajo, mi pa nadaljujemo še z nabirko. S pesmijo Moč je moja v tebi. Drage sestre, dragi bratje, v teh prazničnih dneh je bila v mnogih cerkvah izrečena stara obtožba, da materializem, uživaštvo, oglaševanje izdelkov in potovanja ubijajo Božič. Da so kompulzivno nakupovanje, polnjenje hladilnikov in omar, pa okraševanje in avanture znak zasvojenosti, grešnosti, banalnosti in plehkosti. Kakšna dvoličnost? Resnica je drugačna. Ljudje imamo osnovno potrebo po hrani, oblačilih, zatočišču, pustolovščini, raziskovanju, veseli družbi, zato je pravo vprašanje drugačno. Vprašati se moramo, kaj če je vse našteto le krik prazne človekove duše. Vprašati se moramo, koliko tega je dovolj, kje je meja, ali nas vse to res osreči, poteši, zadovolji, osmisli. Kaj če je vse to kaži pot k Bogu, kajti naše srce je nemirno, dokler se ne spočije v njem. Če imamo v sebi želje, ki jih ta svet ne more potešiti, je edina smiselna razlaga, da smo ustvarjeni za drug svet.
Zato dobrodošli v cerkvi. Tu imamo veselo, dobro novico za nepotešeno in obupano človeštvo. Zato moramo na začetku leta spet slišati, da smo od Boga ljubljeni in sprejeti. Vabim, da vstanemo in prisluhnemo Božji besedi za današnjo nedeljo iz preroka Izaija. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse, ki žalujejo, da se obrnem k žalujočim na Sionu in jim dam venec namesto pepela, olje veselja namesto žalovanja, ogrinjalo zahvalnico namesto potrtega duha. Imenovali se bodo hrasti pravičnosti, Gospodov nasad za njegovo poveličanje. Poslušali smo Božjo besedo, Bogu hvala. Draga cerkev, nekdo je rekel, da nas Bog navadno obišče v nogavicah, ne v čevljih. Torej tiho in neopazno, po prstih. Zato moramo biti vedno pripravljeni. Mnogi se odločijo za vero misleč, da s tem delajo uslugo Bogu, staršem, zakoncu, partnerju, prijateljevu, cerkvi. Če je tako, smo podobni otroku, ki pride k očetu in mu reče: oči, daj mi 20 evrov, da ti kupim darilo za rojstni dan. Namreč v cerkvi smo vedno prostovoljno in izključno zaradi sebe. Tudi Jezus je obiskoval bogoslužja v shodnici v sinagogi v Nazaretu, kjer je odraščal. Najprej starši, nato pa sam. Shodnice so bile judovska novost. Zgradili so jih po tem, ko so prišli iz babilonskega ujetništva, da so v shodnicah, v sinagogah preučevali njihove svete spise. In evangelisti so zapisali, da je Jezus neko soboto vstal, da bi po njihovi navadi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil ga je in našel mesto, kjer je zapisano to, kar smo zdaj uvodoma prebrali. Naglasil je ravno to, kar smo prebrali. In oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. Nato jim je rekel: danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Pred njim je stala živa beseda, on sam, beseda, ki se je učlovečila. Jezusovo pridiganje se je začelo z besedo danes. To je njegova prva pridiga. Vse, kar je bilo pred tem, je bila le napoved, da prihaja Mesija, ki so ga čakali stoletja. Beseda danes pove, da je čakanja konec. Jezusov nastopni začetni govor se je zgodil v domačem Nazaretu. Danes bi rekli, da je bil novomašnik. Mesija se je predstavil z mesijanskim prerokom Izaijo. Zakaj? Da bi ga lažje prepoznali. Zato jim je rekel: danes se je to pismo spolnilo, kakor ste slišali. Draga cerkev, mi gradimo svoje odrešenje na skali, ki je Jezus, ne na pesku človeške fantazije. Božja zgodba je vedno povezana s človekovo potrebo. Razglasil je leto Gospodove milosti in potem je slikovito nanizal, kaj vse se bo zgodilo. Predstavil je sebe in program Božjega kraljestva. Kako dolga je bila pridiga, Jezusova pridiga v shodnici v Nazaretu? V slovenskem prevodu ima le 9 besed. Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Amen.
Vse ostalo je prebral iz preroka Izaija, iz Stare zaveze. Charles Spurgeon je rekel, da dolžina odvzema pridigi moč. No, oni pa so bili navajeni na dolge razprave. Pričakovali so, da bo novomašnik Jezus nadaljeval rekoč: Rabin Hillel pravi o tem takole, Rabin Šimaj to tolmači takole, Rabin Raši pa je o tem zapisal takole. Kaj pa mislite vi? Zato so se spraševali, ali ni on Jožefov sin nekega lokalnega tesarja, saj vendar on ni rabin. Z norčavim podtikanjem so mu dali vedeti, da je fant stopil v prevelike čevlje. Njegovi vrstniki, ki so z njim odraščali v Nazaretu, so vedeli, da je že kot otrok živel drugače. Namreč Jakobov evangelij, sicer apokrif, opisuje, kako je Jezus iz gline izdeloval majhne ptičke in jih metal v zrak, medtem pa so oživele in letale po zraku. In pravi ta spis, da je bila zato v teh njegovih sovrstnikih nevoščljivost. Glede na to, ko so sedeli skupaj v sinagogi v Nazaretu in ko je Jezus izpostavil sebe, ne čudi, da so od njega zahtevali čudež. Tako kot se je zgodilo v Kafarnaumu, so rekli, in beseda pravi takole: zdravnik, to so rekli Jezusu, ozdravi sebe. Podobno provokacijo je Jezus doživel tudi, ko je visel na križu. Druge je rešil, naj reši sebe, če je res Božji sin. Hoteli so zabavo, senzacijo, atrakcijo, spektakel, niso pa se hoteli spreobrniti k Bogu. Dokler govorimo o Jezusu kot o potujočem čudodelniku, je zanimiv. Ko pa začnemo govoriti o tem, da Jezus pričakuje spremembo, da je on odrešenik sveta, da je trpeči, križani služabnik, pa je navdušenja konec. Domača publika v areni Nazareta ga ni sprejela. Najhujša trdosrčnost je tista, ki se porodi iz verske zahteve. Versko sovraštvo je najhujše in najglobje sovraštvo. Poglejte, kaj se dogaja po svetu. Zato jim je odgovoril, da preroka ne sprejemajo v domačem kraju, da doma nima časti, na kar je Jezus prilil na ogenj olje in v judovski sinagogi Judom omenil v pridigi poganko, vdovo, žensko, oni pa moški, ki tam sedijo, ženske pa nekje ločeno. Omenil je vdovo iz Sarepte na Sidonskem, ki je edina sprejela judovskega preroka Elija. Omenil je tudi Namana, sirskega vojskovodja, pogana, gobavega, ki je bil edini očiščen v času judovskega preroka Elizeja. S tem jim je hotel povedati, pogani so boljši kot mi, Judje. Jezusovo oznanilo v povezavi z Izaijo, kar smo prebrali, in to se zgodi v Lukovem evangeliju v 4. poglavju, Jezusovo oznanilo jih je bodlo, zmotilo. Niso mogli sprejeti, da bi se Božja milost razlila tudi k poganom. Prizadet je bil judovski nacionalni in verski ponos. Smatrali so, da imajo privilegiran status pri Bogu, da so posebna elita, duhovna buržoazija, izvoljeni Božji narod. Nič ni tako boleče kot resnica. Dregnil je v osje gnezdo. Bila je sveta sobota, je zapisal evangelist. Svet dan. On pa je omenil pogane. Njihovo razpoloženje se je v hipu spremenilo. Podivjali so, pobesneli so. Jezus je postal nevaren. Če bi mu ugodil, bi ga razglasili za častnega meščana Nazareta,
tako pa, beremo, so ga hoteli umoriti. Načel je njihovo sveto tradicijo. Sveta tradicija pa žal vedno temelji na sovraštvu, fanatizmu, fundamentalizmu, sektaštvu, zaprtem in zaključenem krogu somišljenikov. To ni evangelij, to ni krščanstvo, to ni bila Jezusova pridiga. Jezus jim je hotel povedati, tudi pogani so tu. Leto Božje milosti sem prišel razglasiti, jetnikom svobodo, slepim spregled, hromim, da hodijo. Bog ljubi ves svet, vse človeštvo, brez razlik. Evangeličanski škof dr. Aleksander Erniša je te dni za medije povedal, da cerkev ne sme biti zaprt prostor, ampak prostor odprtih dlani. Kajti, ko najbolj sveti ne spoštujejo Kristusa, Bog naredi, da to storijo grešniki. Ker so se njihova pričakovanja in interesi razblinili, so vstali, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, da bi ga pahnili v prepad. Ljudje želijo slišati ali želimo slišati to, kar želimo slišati, kar nam je všečno. Jezus jih je razočaral, še več, užalil jih je. Niso hoteli sprejeti resnice o velikem Božjem srcu. Jezus je razbijal stereotipe, predsodke. Verjeli so, da je Bog druge ustvaril za peklenski ogenj. In tako vidimo od čislanja pa do prepada je zelo kratka pot. Versko znanje je rodilo prezir, obrekovanje, obsojanje, nevošljivo, zavist, tekmovalnost, rivalstvo. Kot jaz rad rečem in v teh zrelih letih lahko to večkrat ponovim, tudi za medije in to večkrat tudi napišem. Religija zastrupi vse, česar se dotakne. Zato pravim, Bog ni religiozen. Religija in politika sta edini stvari, ki na smrt spreta dobre ljudi. Bodimo vendar kristijani. Krščanstvo je drugačno. Krščanstvo se zato razlikuje od vseh ostalih religij. Krščanstvo je zato tako lepo, tako čudovito, tako vesoljno, tako vse povsod prisotno, večno, neuničljivo, ni človeški izum, ni naša domislica, ampak je Bog sam, ki je prišel med nas. On pa je šel, ko je razkrinkal njihovo hinavščino, so ga hoteli ubiti. On pa je šel, ko jim je prebral to, kar smo prebrali iz preroka Izaije, in potem evangelist Luka pravi, da je šel sredi med njimi in je hodil dalje. Šel je svojo pot izvrševati očetovo voljo. Domačini so ga izgnali iz njegovega mesta. Bili so superiorni, verjeli so, da presegajo druge, da so več vredni. Sveto pismo, njihovo ali pa naše zdaj v kompletu, je postalo nadomestek za ljubezen, nadomestek za Boga. Mi ne malikujemo svetega pisma, mi ne častimo svetega pisma, mi častimo Boga. Seveda spoštujemo sveto pismo, beremo sveto pismo, pridigamo iz svetega pisma, ampak Bog je na prvem mestu. Kristijani se zato razlikujemo in ta Jezusov danes, ko je rekel, traja tudi danes med nami, tu v cerkvi dobrega pastirja, v 3. tisočletju, v Novem mestu. Kajti, kakor govori Sveti Duh, če danes zaslišite njegov glas, ne zakrknite svojih src. Danes je dan odrešenja. Nevarno je Jezusa zavrniti, kajti Jezus se ni več nikoli vrnil k njim v Nazaret, v shodnico. Zapravili so priložnost. Končujem. Isto sonce, ki vosek stopi, lahko glino strdi. V isti kipeči vodi se mehko jajce strdi, trd krompir pa se v isti vodi zmehča. Isti evangelij grešnikovo srce lahko omehča,
nekomu pa ga še bolj otrdi. Če iz krščanstva naredimo religijo, se ne razlikuje od ostalih religij. On pa je šel, torej Jezus, sredi med njimi in je hodil dalje. Naredil je v bistvu čudež. Pripeljali so ga do previsa, da bi ga kamnali, porinili v prepad, on pa je šel dalje. Stali so na previsu hriba in drugega spraševali, kje je Jezus, kje je? Mislim, da si ga ti držal v rokah, pa se je izmuznil. Včasih čudežev ne vidimo. To, da je pobesnela množica izgubila moč, je čudež. Jezus ni končal pod kupom kamenja, ampak je končal na križu. Izvršil je očetovo voljo in se prostovoljno daroval za odrešenje celega sveta. Rad bi zaključil zgodbo, ki se je zgodila, je resnična, sem jo tudi opisal v novi knjigi, ki jo bomo v naslednjih dneh dobili. Živel je ostareli umetnik, ki je ustvarjal izjemne slike. Tudi drugi slikari so slikali z dragocenimi barvami, a starega umetnika ni mogel nihče preseči. Njegovim slikam je dajala odličnost in sloves rdeča barva, ki je žarela in sijala iz vsake njegove slike. Slikari so prihajali od vse povsod, preučevali njegova umetniška dela, spraševali ga, kaj daje njegovim umetninam takšno mogočnost. Stari umetnik se je samo smehljal in vedno odgovoril enako: te skrivnosti vam ne izdam. Sklonil je glavo, nadaljeval z delom. Nekateri so odšli na daljni vzhod in tam kupili najdražje pigmente, rdeče barve, da bi posnemali starega umetnika, a jim ni uspelo. Niso mogli odkriti skrivnostnega slikanja in ponarediti barvitosti njegovih del. Nekega dne so našli umetnika mrtvega. Začeli so brskati po njegovem ateljeju, a posebne rdeče barve niso našli. Ko so ga preoblekli, da bi ga pripravili za pokop, so našli na njegovih prstih, blizu srca, rano, ki je bila tam celo življenje. To je bila slikarjeva skrivnost. Za rdečo barvo je uporabljal svojo lastno srčno kri. Poznam umetnika, drugačnega. Prišel je iz nebes k nam. On prekaša starega slikarja, ki sem ga omenil. In ta naš umetnik Jezus nima skrivnosti. Prinesel je blagovest ubogim, oznanil jetnikom prostost, slep in vid, izpustil zatirane na prostost, duhovno zatirane, tiste, ki so jim rekli, da niste nič vredni, iz vas nikoli ne bo nič, nihče vas nima rad, niste dobrodošli, ste pač drugačni, drugače živite, imate drugačne manire, se drugače obnašate. In oznanil je leto Gospodove milosti. In svojo umetnino je ovekovečil svojo krvjo s križa Golgote. Zato pravi Sveto pismo, saj veste, da vas iz vašega praznega življenja niso odkupile minljive reči, niti srebro, niti zlato, ampak predragocena kri Kristusa, brezmadežnega jagnjeta. Bog nas ne ljubi zato, ker je Kristus umrl na križu. Kristus je umrl na križu zato, ker nas Bog ljubi. Jezus me stalno preseneča in želim, da bi ga mi sprejeli v cerkvi dobrega pastirja, da ga ne bi porinili ven iz cerkve na prepad, v previs, kajti prišel je k nam in vedno prihaja na vsakem bogoslužju, v zakramentih, pri krstu, Gospodovi večeri, kot prijatelj, odrešenik. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Amen. Vabim k molitvi. Silno se veselim v Gospodu.
Moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odev me je z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti, kakor ženina, ki si nadene venec, kakor nevesto, ki se okrasi z nakitom. Saj kakor zemlja poraja svojo rast in kakor vrt poganja svoje seme, tako bo Gospod Bog dal poganjati pravičnost in hvalo pred vsemi narodi. Amen. Drage sestre, dragi bratje, prejmimo vsi skupaj še zaključni duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.